Hvala, pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Jewish World Weekly na i24 News v angliščini. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj v Izraelu in po vsej diaspori, v svetovni judovski skupnosti. Začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte. Moški iz Kalifornije je bil obsojen na 1 leto zapora in probacijski nadzor zaradi smrti judovskega protestnika Paula Kesslerja. Luaj Abdel Fattah al-Nadži je priznal krivdo za nenamerni uboj in napad po spopadu novembra 2023 na nasprotujočih si shodih v podporo Izraelu in Palestini v Thousand Oaksu. Tožilci pravijo, da je al-Nadži udaril Kesslerja z megafonom, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob pločnik. 69-letni Jude je dan kasneje umrl zaradi poškodbe glave s topim predmetom. Njegova družina je kritizirala blago kazen. Začela so se dela na obnovi glavnega judovskega pokopališča v Damasku, kar je del širših prizadevanj za oživitev judovske dediščine v Siriji po padcu Bašarja al-Asada. Pokopališče ima na stotine grobov in med državljansko vojno ni bilo poškodovano, čeprav je dolgo časa propadalo zaradi zanemarjenosti. Prva faza vključuje čiščenje in popravilo grobov ter obnovo zidov, razsvetljavo in namestitev varnostnih kamer, kar je predvideno za naslednji mesec. In končno, judovska komična legenda Mel Brooks je dopolnil 100 let. Rožen kot Melvin Kaminski je odraščal v judovski družini v Brooklynu. Po služenju v drugi svetovni vojni si je ustvaril kariero na televiziji, v stand-upu in filmu ter postal znan po neustrašni satiri. Njegova najbolj znana dela vključujejo Producenta, Plemeneče sedla in Mladi Frankenstein, filme, ki so se norčevali iz nacistov, predsodkov in oblasti. Število smrtnih žrtev še naprej narašča zaradi grozovitih dvojnih potresov v Venezueli. Potrjeno je, da je umrlo več kot 2000 ljudi. In z vsakim dnem so možnosti, da najdejo preživele, vse manjše in manjše. Tudi judovsko skupnost v Venezueli so potresi močno prizadeli. 3 člani skupnosti, ki šteje 5000 ljudi, so bili potrjeno mrtvi, več jih še vedno pogrešajo, številne družine pa so izgubile svoje domove. Z nami iz Caracasa je zdaj Roberto Miškin, predsednik Unión Israelita de Caracas, največje aškenaške skupnosti v državi. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Vem, da imate veliko dela. In rada bi začela z vprašanjem, kako se vsi držite. Vem, da je to še vedno območje katastrofe. Pozdravljeni, dober dan vsem, hvala, da ste me povabili. To je bila za nas res prava katastrofa. Gre za državo, ki je že več kot 20 let v hudi gospodarski in politični krizi. Da se to dogaja prav zdaj, je preprosto preveč. Na srečo, število smrtnih žrtev pri nas ni bilo zelo visoko. Čustvena obremenitev skupnosti je bila ogromna. Si lahko predstavljam. Ampak vsak dan, ja. Ampak ali si to pričakovala, ali pa je bil to preprosto dvojni udarec? Ne morem si predstavljati. Prihajam iz kraja, kjer so tudi potresi in spomnim se potresa v Northridgeu, ki je bil že sam po sebi strašljiv. Kaj šele 2 zapored? Za nas se ni zdelo, kot da sta bila 2 zapored. Zdelo se je kot en zelo dolg potres. Nihče ni vedel, da se to lahko zgodi. Nismo imeli nobenih predhodnih manjših potresov ali česarkoli. Preprosto se je zgodilo. Wow. In veste, vemo, da je še vedno pogrešanih več 10 000 ljudi, ampak povejte, ali je bila judovska soseska in skupnost na nek način blagoslovljena, da ni bilo več smrtnih žrtev? Mislim, da je bil Caracas na splošno blagoslovljen. Glede na to, da je imel Caracas leta 1967 strašen potres, ki je resnično opustošil mesto. Morda je način, kako danes gradijo stvari, naredil mesto varnejše. Stara judovska četrt, ki se imenuje San Bernardino, je bila zelo močno prizadeta. In vzhodni del mesta, Chacao, Chacabuco, Tamira, Los Palos Grandes, je bil prav tako močno prizadet. In recimo v Chacabucu je padlo samo 5 stavb, vendar je na desetine, morda stotine stavb, ki jih bo morda treba kasneje evakuirati. Enako v San Bernardinu. Imeli smo, če me spomin ne vara, 3 porušene stavbe. To so le 3 starejše stavbe, vendar je veliko stavb, v katere se družine
ne bodo mogle vrniti. Prav imate. Mislim, da si lahko predstavljam, z inženirskega vidika, da pogledajo in ugotovijo, kakšna škoda je nastala. Prav imate. Torej, razložite, kaj sinagoga kot skupnost počne, da pomaga zagotavljati humanitarno pomoč, hrano, zaloge? Tako smo zelo organizirana skupnost. Aškenaška in sefardska skupnost sodelujeta z roko v roki. Pravzaprav smo partnerji v večini skupnostnih ustanov, v judovskem skupnostnem centru, šoli, Beit Avot. Vse vodita obe skupnosti skupaj pod okriljem Balakajla oziroma skupnim dežnikom. Tako da smo pravzaprav že prvi dan imeli pripravljene nujne protokole, ki so nam pomagali odreagirati. Nikoli nismo pripravljali na potres, ampak to je zapletena država, tako imamo naš betahon zelo dobro organiziran in tudi naša skupnost je zelo dobro organizirana. Vedo, da imamo v primeru izrednih razmer dve veliki zbirni točki v mestu. Ena je moja ustanova, druga pa je JCC. Takoj smo šli v naše ustanove, odprli smo jih, začeli smo sprejemati begunce. Tisto noč, v sredo 24. ob polnoči, smo sedli v našem kriznem svetu in začeli načrtovati ter ugotavljati, kaj moramo storiti v naslednjih dneh in tednih. Mislim, in jaz. Vemo, kaj se je v zadnjih desetletjih zgodilo z judovskimi skupnostmi v Venezueli, odkar je bil na oblasti Chavezov režim. To je kar strašljiva misel, da ste morali imeti že vnaprej pripravljene izredne ukrepe zaradi morebitnih primerov antisemitizma in ugrabitev. Vemo, da je bilo grozljivo. Veste, tudi pandemija je bila nekaj, kar smo morali kot skupnost obvladovati. Imeli smo skoraj teden dni dolg izpad elektrike v državi, ki smo ga morali obravnavati kot izredno stanje. Tako da smo žal imeli izkušnje, a to je bilo tokrat za nas srečno, ker smo lahko hitro odreagirali. V redu, najlepša hvala. Pošiljamo vam veliko ljubezni iz Izraela. Hvala, Roberto Miškin. Hvala, ker ste nas gostili. Pobuda, ki jo vodita Judovska agencija in severnoameriške judovske organizacije skupaj z izraelsko vlado, je obljubila izgradnjo 1000 novih domov v zahodnem Negevu na jugu Izraela. Slavnost je potekala v obmejnem pasu ob Gazi, v obmejni skupnosti Ein Harod, da bi obeležili začetek tega ambicioznega projekta. Toda dogodek ni potekal tako gladko, kot so upali. Dopisnica i24 News v angleščini, Joe Brown, ima več informacij. Prva faza obnove skupnosti ob meji z Gazo, 2 leti in pol potem, po pokolu tamkajšnjih prebivalcev. Judovski voditelji iz Severne Amerike in celega sveta so se kot del upravnega odbora Judovske agencije zbrali v kibucu Ein Hashloša na slovesnosti polaganja temeljnega kamna za ambiciozen gradbeni projekt. Načrt, ki ga financirata izraelska vlada ter judovski filantropi in organizacije, predvideva gradnjo in obnovo 1000 domov v zahodnem Negevu, pri čemer prvih 46 enot gradijo v Ein Hashloši, skupnosti, v katero je 7. oktobra vdrlo 90 teroristov in kjer so bili ubiti 4 Izraelci. Začenjamo slovesnost polaganja temeljnega kamna za gradnjo 1000 hiš in širitev 20 kibucev, pri čemer vsak dobi približno 50 novih hiš. Zmaga pomeni nadaljevati z gradnjo, nadaljevati z razcvetom, pripeljati milijon judovskih priseljencev iz celega sveta, nadaljevati z obnovo juga in severa Izraela. Al-Almok je občinstvu na slovesnosti povedal, da želi podvojiti prebivalstvo obmejnega pasu ob Gazi, še posebej z delom judovske agencije, ki pripelje judovske priseljence v Izrael, in to počne v skupnostih, ki so jih opustošili napadi 7. oktobra. To doda plast simbolike. Ne gre za stanovanja, gre za duha. Vzorna družba je popolna zmaga. Ni na bojišču, gre za prizadevanje za odličnost na vseh področjih in hkrati nikoli ne pozabiti na najšibkejše v naši družbi. Dajmo jim upanje. Žalujoči talci, družine talcev. Spustijo! Poglej mene! En član žalujoče družine je med slovesnostjo povzdignil svoj glas. Medtem ko je glavni govornik Becalel Smotrič govoril, je Eyal Dagel, katerega hči, opazovalka IDF Roni, je bila ubita 7. oktobra, prekinil finančnega ministra zaradi domnevnega neuspeha njegove vlade pred in po napadih. Vsi Judje na svetu morajo razumeti, da ta vlada povzroča nepopravljivo katastrofo tukaj v državi Izrael. Ne ljubiš me. Če bi me ljubil, bi zaščitil Roni.
Roni je bila zažgana. Ne ščitiš me in me sploh ne ljubiš. Ešel je bil eden redkih, ki so protestirali proti obisku Smotriča, saj je veliko ljudi še vedno nezadovoljni zaradi pomankanja odgovornosti za 7. oktober. Toda, kljub redkosti, da bi se vladni minister soočil s članom javnosti in ne bi mogel oditi, je Smotrič nadaljeval. Govoril je o 330 milijonov dolarjev vrednih nepovratnih sredstvih, ki jo je vlada namenila pobudi judovske agencije. Veliko denarja, zbranega za projekt, je prišlo od posameznih donatorjev ali skupinskih zbiralcev sredstev. Največje donacije pa so prispevale skupine iz Chicaga in Floride. In v času, ko je politična polarizacija, celo znotraj samih strank, na najvišji ravni doslej, judovske skupine ostajajo neomajne v svoji podpori Izraelu. Zgodovina našega naroda je vedno vključevala razdore, toda zdaj, ko je situacija resna, se moramo združiti. In mislim, da točno to predstavlja. Mislim, da smo v diaspori to spremljali z grozo. In to je čast, a hkrati tudi dolžnost, da pomagamo pri obnovi. Medtem ko si Izrael in diaspora opomoreta ter predelujeta napade 7. oktobra vsak v svojem tempu. Skupna prizadevanja judovske države in judovskih skupin skušajo fizično obnoviti skupnosti ob meji z Gazo v spomin na generacijo, ki je padla, in v korist prihodnjih generacij. Naša naslednja gostja je aktivistka, filmska ustvarjalka, ki potuje po svetu in skuša iz oči v oči govoriti s tistimi, ki kritizirajo Izrael in judovsko ljudstvo. In prav tako je ustvaril zelo prepričljivo dokumentarno serijo, ki prikazuje, da stotine milijonov nikoli niso bili izgubljeni. Pred 2 letoma se je naša ekipa lotila projekta, ki dokumentira neznane judovske skupnosti, najprej na afriški celini. Zgodba o izraelskih plemenih je preživela generacije kot mit ali legenda, čeprav je bila v resnici vedno resničnost. Kaj pa, če se odgovor na vprašanje, kdo so ti ljudje, začne z zavedanjem človeštva? Po snemanju v 9 afriških državah, premagovanju 3-tedenske izkušnje ugrabitve in nepredstavljivih ovir, bolj kot kdajkoli prej potrebujemo vašo podporo, da dokončamo film We Were Never Lost. תורת אדוני תמימה! תורת תמימה! תורת אדוני תמימה! In zelo smo veseli, da je Rudi Rockman z nami v studiu. Hvala, ker ste tukaj. Seveda, dobro je biti tukaj. Že kar nekaj časa spremljam vaše delo. Mislim, da ste temu področju posvetili leta in leta. Vi sami pa imate tako zanimivo zgodbo. Pojasnite pot do serije We Were Never Lost in zakaj ste čutili, da je to nekaj, kar morate narediti? Seveda, veliko zgodb se običajno začne v hiši Chabad. In bil sem študent na Univerzi Columbia v New Yorku. Bil sem v hiši Chabad in neka ženska, nekdanja študentka, je prišla k rabinu Chabada z veliko kipo. In rekla je, da jo je dobila iz Afrike. In zame, ko sem slišal za Jude v Afriki, sem pomislil na južnoafriške Jude, etiopske Jude ali Izraelce po vojski ali izseljene poslovneže. In vzame telefon, na katerem so črni Judi, ki nosijo tefilin in govorijo o Mašijahu ter želijo iti v vojsko v Izraelu. Bil sem popolnoma presenečen. Kako je mogoče, da obstajajo drugi člani naše družine, za katere še nikoli nismo slišali? Potem smo ugotovili, da je danes 16 milijonov Judov po svetu, potomcev 2,5 rodov. Jehuda, Benjamin in polovica Levija. Mi smo 12 rodov. Obstaja še 9,5 rodov Am Yisraela, ki se še niso vrnili in so na 4 koncih sveta, v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Cilj našega projekta je, da njihove zgodbe znova vrnemo v zavest današnjega časa, jih ponovno povežemo, seveda na pravi način, in da bomo lahko ponovno zgradili to, kar naj bi bil Izrael. Če imaš posodo in jo razbiješ, jo zdrobiš na veliko kosov, jo želiš ponovno sestaviti, da lahko drži vodo, da ne pušča. Potrebuješ vse kose. In mislim, vemo, ker so vsi naši preroki od Rambama naprej govorili o izgubljenih plemenih. Mislim, velik del namena odhoda v Združene države je bil tudi v tem, da so mislili, da bodo tam našli izgubljena plemena. Ampak govori predvsem o Afriki, ker je veliko zanimanja za, dokaze, da veliko afriških narodov izvira neposredno iz uničenja drugega templja. Seveda, razloži to. Torej že poznamo Beta Izrael, etiopske Jude. In če že imaš judovske skupnosti, ki so šle ne prav daleč izven Izraela, je Amerika veliko dlje kot Afrika. Obstaja tudi druge skupnosti, ki so se razširile na druga mesta. Zdaj, če greš v Južno Afriko, Zimbabve, Južno Afriko, celo na vzhodni obali v Tanzaniji, tam dejansko najdeš jemenske Jude, ki so potovali na ta mesta. Imaš dolge jemenske šofarje, ki so narejeni iz kuduja. Kudujev v Jemnu ni. To je antilopa, ki jo najdemo samo v Afriki. Tako si imel veliko trgovskih poti jemenskih Judov. Ko je prišel islam in začel mnoge jemenske Jude prisilno spreobračati v islam, jih je veliko pobegnilo na vzhodno obalo Afrike.
Imaš tudi Igboje, ki izvirajo iz Gadovega rodu, ki so pobegnili skozi sahelski koridor in na koncu prišli v južno regijo današnje Nigerije, imenovano Biafra. V hebrejščini se to dobesedno imenuje Beafra znotraj Afrike. Ohranili so Nido, obrezovanje, Roš Hodeš, torej praznovanje novega meseca, ohranili so kašrut, ohranili so svojo identiteto, da so del Izraela in da se bodo nekega dne vrnili domov. In danes, s potovanji, socialnimi mediji, z možnostjo dostopa do teh različnih krajev, je to mogoče. Imamo odgovornost, da se zavedamo, da imamo tam zunaj še druge naše brate in sestre. Nekateri morajo praviti džur, nekateri morajo praviti džur v humat, različna spreobrnjenja v skladu s halaho pred verskim sodiščem. Toda ne glede na to, kaj bo odločeno, vsi vemo, da je tukaj nekaj in da moramo priti do dna temu, da bi pripeljali celotno družino Izraela nazaj. In to počnete. Mislim, da to ni prišlo brez nasprotovanja. Mislim, že zdaj ste borka, vojakinja. Vi veste, bili ste vojakinja brez družine ob sebi in morali ste sodelovati tako v vojni v Gazi, kot tudi v Libanonu. Torej, izpostavljate se marsičemu in razložite pogum, ki je potreben za vse to. Seveda, sam sebe vidim kot bojevnika svetlobe. Nisem bojevnik samo zato, da bi se vojskoval in ne živim v svetlobi zgolj zato, da bi živel v neki vrsti resničnosti. Tukaj sem, da ustvarim resničnost svetlobe. Nažalost pa imamo danes sovražnike in včasih se moraš postaviti zase in se boriti. Tako sem se 7. oktobra vrnil v Kfar Aza. Poklicali so me nazaj kot rezervista. Boril sem se po noči 7. oktobra proti Hamasu v Kfar Azi. Nato sem bil v prvi enoti v Han Yunisu v Gazi, prvi enoti v Al-Aidi v Libanonu in čez nekaj dni se vračam v Libanon. To je fizični boj, vendar obstaja tudi ideološki boj. Vidimo lahko, da svet, vse različne skrajnosti prihajajo do istega zaključka, da so Judi vir problema. Desničari nas vidijo kot levičarje, levičari nas vidijo kot desničarje, beli supremasisti, neonacisti smo sovražnik številka 1, črni supremasisti, Farakanovi privrženci, skrajni kristjani, skrajni muslimani, skrajni sekularisti. Vse skrajnosti se strinjajo v eni stvari, da so Judi problem. In zame to ni zato, ker bi počeli nekaj narobe, to je zato, ker ne počnemo dovolj. Mi kot judovsko ljudstvo imamo vizijo, imamo poslanstvo, ki smo si ga izbrali in to je tikun olam, zdraviti svet, ter biti olagojim, luč narodom. Kaj torej pomeni zdraviti svet? Kjerkoli je sovraštvo, ljubosumje, materializem, malikovanje, moramo to popraviti. Kaj pomeni biti luč narodom? Ko ljudje živijo v temi, ne vidijo, trčijo drug od drugega. Vidimo lahko vse narode, ki trčijo drug od drugega in se borijo. Mi smo narod, ki naj bi prižgal luč, da bi ljudje lahko hodili. Zdaj, če imate telo in ima vsak narod svojo funkcijo, kaj je v človeškem telesu tista funkcija, ki zdravi telo in daje moč ostalim organom? To je imunski sistem. Ko imunski sistem opravlja svoje delo, je telo zdravljeno, telo je zdravo. Ko imunski sistem ne opravlja svojega dela, je telo bolno. Torej, nas ne krivijo za bolezni, ker smo jih povzročili. Krivijo nas za bolezni, ker imamo odgovornost, da jih popravimo. In to je tisto, kar pravim. Krivili so nas za veliko bolezni skozi zgodovino. Za Kubo smo bili mi krivi. Za vse so krivili Jude. Torej, veš, na zadnje res veliko komuniciraš z ljudmi kar na ulici v Združenih državah. In imaš zelo poseben način, kako se povežeš z ljudmi in jih hkrati informiraš. Si ugotovila, da je to učinkovito? So ljudje rekli, da imaš nekaj za povedati? In v resnici sem si poiskala še več informacij. Seveda, kadarkoli se pogovarjam, želim razumeti, s kom govorim. Je ta oseba starejša, mlajša, na desni, na levi, verna, sekularna, kristjan, musliman? In ko enkrat razumem, kdo so, potem lahko najdem resnice, ki jih imajo v svoji pripovedi in povežem svojo resnico z njihovo resnico. Ker nihče noče slišati, ti se motiš, jaz imam prav. Takoj bodo to zavrnili, tudi če imate dejansko prav in se oni motijo. Želijo slišati, kako imajo prav in jim pokazati, kako so lahko še bolj v prav na svoj način. Torej, nekdo bo prišel k meni in rekel, si ti cionist? Že po načinu, kako mi postavljaš to vprašanje, vem, da si verjetno anticionist. Zato bom še preden odgovorim rekel, kako pa ti definiraš cionizem? In ko mi dajo svojo definicijo, lahko že ugotovim, kje so se zmotili, kaj so povezali pravilno in kako jim lahko dam drugačno definicijo, ki jim omogoča, da pogledajo na stvar z druge perspektive. In mislim, da je to orodje za komunikacijo za vsakogar. Kadarkoli govoriš nekom, ni bistvo samo v tem, da ponavljaš informacije, ki jih lahko izrečeš pred ogledalom. Bistvo je, da te oseba razume. Zato najprej razumi, s kom govoriš in poveži svojo resnico z njihovo resnico. Wow, čudovito. Nadaljuj z dobrim delom. Najlepša hvala, Rudi. Veselimo se prve sezone dokumentarne serije To ni šampanjec. Bezrat Hašem. In če govorimo o navdušenju, 8000 športnikov iz več kot 40 držav je v Izraelu, kjer tekmujejo v več kot 40 športih na 22 makabijskih igrah. Otroci od 15 let pa vse do 87 let stari športniki sodelujejo na judovskih olimpijskih igrah, kjer sta športni duh in sionizem v polnem razmahu.
Na otvoritveni slovesnosti v Jeruzalemu so vsi športniki iz vsake države paradirali po stadionu, medtem ko so glasbeni nastopi razsvetljevali prizorišče. Tukaj je še več. Makabijske igre 2026 so se začele v slogu na polnem stadionu Tedi v Jeruzalemu. Tako kot običajne olimpijske igre, tudi judovske olimpijske igre potekajo vsaka 4 leta. Toda lani so bile odpovedane zaradi 12-dnevne vojne z Iranom. In letošnja vojna z Iranom je dogodek postavila pod vprašaj, saj nekateri športniki, vključno s celotno kanadsko delegacijo, niso mogli priti. A to ni ustavilo tisoče športnikov iz več kot 40 držav, da bi pokazali svoje barve na odru v bleščeči in ekstravagantni otvoritveni slovesnosti. To je zelo čustvena izkušnja, ko vidiš, koliko športnikov je tukaj. Še posebej tiste, ki so prišli od tako daleč in so se posvetili temu, da so tukaj, ne glede na vreme. Navdušeni smo tudi nad ameriško ekipo, ki šteje več kot 900 ljudi, starih od 14 do 87 let. Veliko različnih športov in dejavnosti. Vključno s šahom, pickleballom in vsemi vrstami zabavnih športov, ki jih včasih, ko smo bili nekateri izmed nas otroci, še ni bilo. Tudi sebe štejem zraven. Dogodek sta vodila izraelsko-ameriški voditelj Michael Harpaz in judovsko-ameriška vplivnica Montana Tucker. Poleg tega so nastopili še glasbeni izvajalci Eden Reichel ter evrovizijska zvezdnika Neta Barzilaj in Yuval Rafael. Prisotna sta bila tudi izraelski premijer Benjamin Netanjahu in predsednik Yitzhak Herzog. Dobrodošli v svojem drugem domu. Zbirate se v Jeruzalemu na tem čudovitem dogodku z vseh koncev sveta ob odprtju 22. Makabijade. To nas navdaja z ogromnim ponosom in napolni stadion z veličastno energijo. Večina 2 tednov športnih tekmovanj bo potekala v osrednjem delu Izraela, nekaj tudi v Jeruzalemu ter na severu Izraela. Toda to pomeni pomembno vrnitev v normalno stanje za Izrael in celotno judovsko diasporo. ZDA! ZDA. Med največjimi delegacijami so Argentina, Brazilija, Mehika in ZDA. Z 900 ameriškimi športniki, trenerji, mentori, starši, starimi starši iz 40 različnih zveznih držav tekmujejo v Juniors Open, Masters, Paralympics. Zajema celoten spekter. In zdaj se nam pridružuje Marshall Einhorn, izvršni direktor Makabi ZDA. Lepo te je videti, čestitke, uspelo nam je, končno si tukaj. Najlepša hvala, neverjetno je biti tukaj. To se je pripravljalo več let. In seveda po lanskoletni preložitvi je res vznemirljivo biti tukaj in včeraj uradno začeti dogajanje z neverjetno otvoritveno slovesnostjo na stadionu Tedi. Res je bilo. In bila sem tam in bilo je res dobro izpeljano, res dobro, že dolgo pričakovano. In bilo je tako navdihujoče. Navdihujoče, ko vidiš države, ki sem jih omenila. Mislim, človek za človekom. Neverjetno je, kako so nekateri ljudje, ki so prišli, prišli od dlje, očitno kot ZDA. Zakaj je tako pomembno biti tukaj, predstavljati in se družiti z nami ostalimi v Izraelu, ki smo šli skozi zadnja 3 leta? No, všeč mi je ta občutek, da je ves svet prišel v stadion. Delegacije se pripravljajo čez cesto v areni in tako smo v tej areni z vsemi državami, ki jih vidiš. Ampak ZDA vstopijo proti koncu, zato ne vidimo vseh čudovitih držav z vsega sveta, ki vstopajo v stadion Tedi. Zato je lepo slišati, da je to prišlo do izraza. Ja, mislim, da je izjemno pomembno biti tukaj na največjem svetovnem judovskem srečanju v Izraelu, na katerem sodeluje diaspora po 7. oktobru. In od takrat smo se veselili tega dne, vaši izzivi tukaj v Izraelu in v regiji in za judovske skupnosti po vsem svetu je izjemno pomembno in smiselno, da smo skupaj kot en judovski narod, da se združimo v solidarnosti drug z drugim in seveda z Izraelom in Izraelci. Prav tukaj v Jeruzalemu, v Tel Avivu in po vsej državi. V tem času je to izjemno pomembno. Kot smo omenili, je delegacija šteje 900 članov vseh starosti. Povejte nam kaj več o nekaterih največjih dosežkih. Všeč mi je, da je košarka za starejše od 45 in 55 let, pa tudi 87-leten triatlonec, zdaj pa so se odprli tudi za mlajše.
Predstavljam si, da je veliko obetavnih športnikov, ki bodo navdih tudi za otroke, ki živijo tukaj. Lahko bi pripeljala svoje otroke gledati tenis, naprimer, blizu kraja, kjer živimo. Ja, mislim, da je lepota Makabijade zagotovo v ozadju in v tem, da se kot judovsko ljudstvo združimo. Sama športna tekmovanja so izjemno raznolika. Ponudba, ki jo imamo, omenili ste nekaj športov, košarka, tenis, padel, pickleball je eden naših najnovejših športov, o tem lahko govorimo, pa tudi o starostnih skupinah. Imamo odprto starostno kategorijo, ki je najbolj podobna olimpijskim igram, običajno za stare od 18 do 30 let, torej športnike, ki so na vrhuncu svojih zmogljivosti. Kot ste omenili, imamo tudi mlade športnike, ki začnejo pri 14 letih in do 18 let. Imamo tudi veteranske športnike. Moja, veste, starostna kategorija, v katero bi sam spadal, je 35 let in več. Naši športniki v delegaciji ZDA so stari od 14 do 87 let in skoraj vsako starost vmes. In zato je to odličen kraj za obetavne športnike, in ki bodo nekega dne igrali univerzitetni šport ali morda celo profesionalni šport. Imeli smo številne športnike, ki so dosegli profesionalni uspeh, olimpijski uspeh, pa tudi športnike, ki so kasneje v svoji karieri. Morda se vračajo k športu ali pa so šport igrali skozi vse življenje. In želijo tekmovati proti najboljšim športnikom iz judovskega sveta, veste, v svojem športu in v svoji starostni skupini. Neverjetno. No, Maršal, najlepša hvala in veselimo se 2 tednov tekmovanja in toliko neverjetnih športov, celo šaha in pickleballa, kot ste rekli, kar je res super. Točno tako. Veselimo se, da bomo videli vse tam in sprejem, ki smo ga dobili od izraelskega naroda, nam res veliko pomeni. In to je res obojestranski občutek ljubezni, ki smo ga že opazili. Veselimo se, da se bo to nadaljevalo v naslednjih nekaj tednih. Čudovito. Še enkrat hvala. Hvala. In to je vse za tokratno epizodo Jewish World Weekly. Zelo cenimo, da nas spremljate in obiščite naš kanal iz24 News na YouTubu, spletno stran ali družbena omrežja, kjer si lahko ogledate posamezne dele te epizode ter prejšnje epizode. Sem Emily Francis, hvala še enkrat, ker ste nas gledali in šalom iz Tel Aviva.